prijateljice Nove 24 TV in Demokracije. Vsi prav lepo pozdravljeni še z moje strani. Vsi prav lepo pozdravljeni v imenu uredništva revije Demokracija in spletnega portala Demokracija. Vesel sem, da smo se na tem lepem kraju, Poljanski dolini, zbrali v tako velikem številu. Na tem mestu želim povedati nekaj besed o zgodovini tednika Demokracija. Kot veste, časopisi z imenom Demokracija imajo v slovenskem medijskem prostoru že dolgo tradicijo. V letih 1918-1919 je Slovenska socialna matica izdala Demokracijo kot socialdemokratsko, a hkrati tudi narodno usmerjeno revijo. Duhovne, miselne in vsebinske korenine sedanje demokracije segajo v pomlad leta 1947. Tednik Demokracija je namreč izhajal v Gorici in Trstu v letih 1947 do 1963 kot glasilo protikomunistične Slovenske demokratske zveze. Njenega prvega urednika, Andreja Slavka Uršiča, so agenti OZNE konec avgusta 1947 ugrabili v bližini Kobarida, tako kot delajo udbovci po noči in na skrivem, in ga potem nekaj let kasneje brezobzirno umorili v ljubljanskih udbovskih zaporih. Jasno je bilo, da že takrat niso trpeli resnice in drugega glasu zatiranih in preganjanih. V letih demokratičnih sprememb na Slovenskem 1989-1991 je izhajal neodvisni časopis Demokracija, ki je bil sprva glasilo Slovenske demokratične zveze, kasneje pa glasnik demokratične opozicije Slovenije Demos, se pravi zmagovite koalicije Demos, ki je končno prinesla leta 1991 svobodo, demokracijo in samostojno državo Slovenijo slovenskemu narodu. Dajte še malo ploskati, da se zbudite, malo ste zaspali. Dajmo. Takratna zmagovita demokracija je ljudi nagovarjala s temami, ki so bile prej v totalitarnem komunističnem režimu desetletja zamolčane in zavestno pometene pod preprogo. Žal je v začetku leta 1991 nehal izhajati. Prva številka zdajšnjega slovenskega političnega tednika Demokracija je šla pred 26 leti, septembra 1996. Časopis je bil kljub sprva slabim gmotnim razmeram in majhni uredniški ekipi, ki je prišla iz takrat usihajočega Slovenca, z jasno, dosledno in kritično uredniško politiko pod vodstvom Vide Kocjan se je postopoma začela uveljavljati. V javnosti je bil prepoznan in oglaševan to kot tednik slovenske pomladi. Avgusta 2000 se je Demokracija oblikovno prenovila in začela izhajati kot revija. Sam sem se pridružil Demokraciji leta 2001, najprej sem bil novinar, nato kmalu namestnik urednika in potem dolga leta urednik. In tako kot je prej govoril Jože Biščak, sem sam v vseh teh letih bil tudi velikokrat na sodišču, kajti v Demokracijo so že vsa leta poskušali in jo hočejo utišati. In to zato, ker je uredniška politika Demokracije ves čas zavezana vrednotam slovenske pomladi, slovenske osamosvojitve, slovenstvu, demokraciji in evropski ter krščanski tradiciji. Zavezani smo svobodi v pravem pomenu te besede, ne taki, kot jo imamo zdaj. Zavezani smo resnici in pravici. V slovenski medijski prostor že vsa leta prinašamo zanimive vsebine, številne zamolčane teme in ekskluzivne zgodbe ter ogromno različnih intelektualnih razmislekov. Med našimi najodmevnejšimi zgodbami so bile objave seznamov udbovcev, razgaljanje divje privatizacije, tajkunske zgodbe, delovanje paradržave, razkrivanje montiranih sodnih procesov, samo spomnimo se Patrie,
pranje denarja v NLB in še bi lahko našteval. No, morda najbolj vroče je bilo, vsaj zame osebno, ko smo objavili natančen seznam delovih plač aprila 2006. Še isti dan sta k meni, takrat sem bil urednik, v pisarno prihitela inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, torej še isto dopoldne. Od mene sta zahtevala, naj povem, kdo je bil naš vir. Seveda jima tega nisem povedal. Odšla sta z dolgim nosom. Tiste dni sem dobival klice tako z leve kot desne, kajti revija Demokracije se je prodala kot za med. Vroče je bilo. Takratna informacijska pooblaščenka, ne boste verjeli, kdo je bila to. Nataša Pirc Musar nas je zaradi te objave nesramno visoko oglobila. Že takrat je delala v interesu ene politične opcije, opcije preteklosti. No, z objavo pa smo vendarle dokazali, zakaj takratni novinarji pri delu tako zagrizeno branijo tranzicijsko levico, njene privilegije, njen monopol v družbi in kritizirajo pomladne stranke. Ne samo iz prepričanja, ampak tudi zato, ker so bili za to svoje pristransko pisanje tudi dobro plačani. Kakorkoli, v dobro Slovenije in nas vseh se bomo še naprej trudili, da bomo kot revija in spletni portal čim boljši. Naj na koncu samo še rečem, vsem vam hvala za zaupanje. S tem, ko ste naročnik Demokracije ali jo redno kupujete in berete, prispevate pluralnosti slovenskega medijskega prostora. Hvala vam. Na tem mestu bi vas povabil tudi ne samo k nakupu revije Demokracija, ampak tudi k nakupu naše nove, bolj razvedrilne revije Nova obzorja Križanka. Vabljeni na štandih jo lahko kupite. Hvala. Hvala, Metod. Hvala tudi vsem, ki z veseljem gledate oddajo Beremo na televiziji Nova 24. Vesel sem številnih pozitivnih odzivov in hvala vsem, ki podpirate tako Demokracijo kot Novo 24 TV. Hvala vam in Bog vas blagoslovi. Metod, hvala.